Včasih se že sam sebi zdim kot kakšna papiga, ker pri vozilih tega tipa, se pravi pri avtomobilih, ki izhajajo iz dostavnikov, govorim, da so že postali čisto družinski, da se teh dostavniških korenin sploh ne čuti več. Kot da bi poslušal kakšnega marketingarja. Ampak če je res, samo pogledajte volan. No, in še kaj drugega, ampak volan so recimo vzeli iz Scenica, se pravi iz čisto pravega osebnega avtomobila. Tudi sicer je Kangoo postal bolj uporabniško prijazen, čeprav me malo moti ta plastika, ker se preveč sveti in potem vse skupaj deluje malce ceneno. Tudi ta predal, ki je sicer namenjen multimedijskemu vmesniku, je tukaj prazen in potem vse skupaj deluje malce bolj skopo. Je pa položaj za volanom že zelo dober, ročica menjalnika je res prijetno blizu, materiali pa so malce bolj robustni, da boste Kangooja lahko porabili tudi za delo, pa ne bo takoj popraskan. Ali pa ga boste enostavno očistili, če ga bo recimo vaš otrok pobruhal. Tudi zunaj po prenovi Kangoo dejansko deluje bolj simpatično s temi novimi žarometi, pa s temi odbijačema, bolj moderno v bistvu in s tem ogromnim logotipom. Tole je bolj robustno zasnovana različica Extreme, ki ima nekoliko višje podvozje, serijski je sistem ESP, speljevalno asistenco ima, če ste manj vešči uporabe ročne zavore in sistem za boljši oprijem na slabih podlagah. Če se vam celo Kangoo za družinsko rabo ne bo zdel dovolj velik, potem je rešitev samo še kombi. Tukaj in na zadnji klopi je seveda prostora ogromno, tako za sedenje, kot tudi za odlaganje manjših ali večjih predmetov. Semle v vrata gre recimo brez težav, 1,5 litra velika plastenka, zelo všeč mi je tale strop, sploh ker je zaprt in so potem lahko stvari varno notri. In prtljažnik v tem Kangooju, ki je dejansko samo malenkost daljši od Megana, ponuja 660 litrov prostornine, ker je čisto oglad, oziroma če podrem zadnje sedeže kar 2600 litrov. Pa se to je skoraj toliko kot kakšna garsonjera v Ljubljani, ki jo dajo za 600 evrov na mesec. Še to, Kangoo ima na boku že od nekdaj drsna vrata, kar je zelo uporabno, ko je treba priti do klopi, jih pa je malce teže zapreti. Je treba biti kar nekoliko bolj sunkovit, drugače se le priprejo. Pod pokrovom motorja se tokrat skriva 1,5 litrski turbodizelski DCI in takšnega kupci tudi najpogosteje izberete. S svojimi 81 kW je v bistvu dovolj poskočen za mestno in primestno uporabo, v povezavi s 6-stopenjskim menjalnikom, pa udobno premaguje tudi avtocestna potovanja in ob tem porabi okrog 7 litrov. V bistvu morate vedeti, da je ta avtomobil vseeno malce manj eleganten kot kakšen Scenic in manj udoben, zvočno malce slabše izoliran in nekoliko manj prepričljivo se pelje, ampak je po drugi strani bolj robusten in tudi bolj uporaben. Takšen z dokaj bogato opremo stane dobrih 20.500 evrov, bi pa sam vsekakor izbral še multimedijski vmesnik Airlink za dobrih 350 evrov. Niti ne zato, ker je uporaben, čeprav je, ampak predvsem zaradi tega, ker bi potem armaturna plošča delovala bolj bogato.